Da sploh ne omenjam tega, da ona v resnici sploh govori o nečem, kar se je dogajalo prejšnjo sejo. Ona se torej pritožuje predsedniku državnega zbora, koliko časa je nekdo govoril prejšnjo sejo. Dekle, a ne? Ja, to je res. Ja. Več, Dobesedno so ji mogli ugasniti mikrofon, ker ni hotela razpravljati o... tam z otroci pa vem, kako je, da ko nekoga trikrat opozorim, je konec. Ja. Zadnji. Ok, let's go. Let's go. Živijo in lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Po desnem pasu. Če se vam zdi, da se je od zadnje epizode ful spremenil, imate prav. Preselili smo se nazaj v studio, imamo nove stole in na politični sceni smo v čisto novi sferi. Državni zbor se je na novo formuliral, koalicija je v nastajanju, nimamo pa še novega predsednika vlade. Imamo pa na drugi strani predsednika državnega zbora, Zorana Stevanovića, ki očitno dviguje prah predvsem na ženskem delu levega pola. Danes sem z vami Naja in v mojo družbo sem povabila aktivno članico Slovenske demokratske mladine in predsednico mladinskega odbora v Polzeli, Gajo. Živijo. Gaja, a se strinjaš s tem, da je Slovenska demokratska mladina absolutni zmagovalec teh volitev? Mislim, da smo bili mi mladi zmagovalci teh volitev. Volili nas je, SDS je volil 25% mladine. Smo pa v bistvu tudi stranka za vse, ne? Smo imeli nekako lepo razporejene številke in starejši in pač tiste srednja starost so nas volili. Kar se pa tiče mladine, definitivno da, to se je videlo tudi pri tem, koliko mladine oziroma pač najstnikov se nam je pridružilo, vzdušje na terenu, koliko mladih je prihajalo do nas, je hotel z nami pogovarjati, delili svoje mnenje, navdušenje, tudi sama vnema na spletnem omrežju, kak doseg smo takrat med kampanjo samo prejemali. Je Golob zmagovalec po procentih teh volitev, ampak kaj pa zdaj sledi, bomo pa videli. Definitivno je pa on v večini ogromno procentov zgubil, medtem ko smo jih mi pridobili, kar je v bistvu tudi bilo nekaj, kar smo si pač mi zadali, da bomo mlade navdušili in da pač delamo za mlade in da za njih gradimo tudi Slovenijo naprej. Ja, ker meni se zdi, da so SDS-u skozi očitali, da smo mi v bistvu stranka za starejše, da imamo samo, ne vem, boomerje in to generacijo, ki volijo SDS, ampak v resnici se je pa zdaj čisto obrnil trend. Mislim, glih v tem je bil problem, ne, da nam so to res učitali in se mi zdi, da ljudje oziroma pač sama politika ni pričakovala tega preobrata, ko ga je nam uspelo narediti. Se mi zdi, da smo imeli dobro zastavljene cilje, ki smo jih tudi zelo dobro izpeljali. Imeli smo dobro ekipo, dobro vzdušje, energija je bila tako super in to se je tudi pol poznalo na rezultatu in se mi zdi, da če bomo šli tako naprej, Se mi zdi, da se je ta preobrat naredil, da to zelo, zelo jezi populacijo v Sloveniji, predvsem, recimo, ko je bila ta izjava dekana Fakultete za družbene vede, ko je rekel, da smo v bistvu volivci desnice, da smo neumni in nevedni. Kako se recimo ti kot volivka desnice počutiš ob taki izjavi? Mislim, sama sem tudi študentka, ne, na filofaksu. Jaz sem se počutila, kot da sem malo, ne da zanemarjena, ampak kakor da ne pripadam tja, da moje mnenje ne šteje oziroma da pač ni enako vredno tistmu, ko pa ima drugačno politično mnenje oziroma je bolj levo usmerjen oziroma pač se bolj približuje mnenju tega dekana. To se tudi pozna, se mi zdi, da pri samih profesorjih, kako odziv imajo do učencev, vse pri meni, ko študiram sociologijo. Ampak tak odziv oziroma, da se dekan izpostavlja na tak način in na tak način označuje volivce desnice, da smo neumni, da nismo izobraženi, se mi zdi, da v bistvu to demokratičnost spodbija. Oni govorijo o tem, kako smo mi v bistvu desni pol, da širimo neko sovraštvo, da želimo spodbijati demokratičnost, medtem pa dobesedno nekdo, ko je na nekem položaju, to dela in drugo mislečega zaničuje. Oziroma, kakor da pač njegovo mnenje ni pomembno. Točno tako je in v bistvu oni, se mi zdi, no, se je tudi zdaj to v bistvu bova danes tudi pokomentirali, kako v bistvu ta kultura govora v Sloveniji
kako je to v bistvu čisto na res na katastrofalnem nivoju. Tako da jaz predlagam, jaz sem nas pripravila par izsekov iz parlamenta, da jih zgajo pogledava in podava svoje mnenje in komentarje in vse, kar pač nama pride na pamet. Tako da... Ja, hvala lepa. Zdaj, samo uvodoma, gospod predsedujoči, zadnjič ste recimo vodi naše poslanske skupine že uvodoma v prvih sekundih prekinjali povsem utemeljen postopkovni predlog, pravilen, želel je napovedati obstrukcijo, medtem ko ste, mislim, da najprej Černaču, pa potem Poglajnu dovolili povsem neupravičeno izvajanje. Gospod Grgurevič, Ne, samo malo, sedaj že napovedujete, pravite, da gradite mostove in boste imeli enake vatle za vse. Tako da sedaj, da vi ob amandmaju Levice že napovedujete, kako boste prekinjali besede, potem imejte, prosim, enake vatle za vse in tudi za poslance Svobode. Tako, za manj ministrstvo... Gospod Grgurevič, oprostite, ker vas prekinjam, dajmo o 4. členu govoriti, če le lahko. Boste imeli enake vatle za vse, kaj ne? Tako da potem me pustite... Gospod Grgurevič, prosim vas, 4. člen. Me, gospod Stevanovič, da razpravljam. Torej, gospod Grgurevič, moram vas prekiniti, nima smisla, dajte prosim vas, gospod Grgurevič. Tako da jaz pač menim in upam... Gospod Grgurevič, prosim vas. Opozoril sem vas vse, ne gre za napoved prekinjanja, ampak gre za napoved upoštevanja poslovnika. Torej imate drugačne vatle. Gospod Grgurevič, prosim vas za malo damske kulture. Hvala za besedo. Gospod Stevanovič, oprostite, vi ste dopuščali poslancem SDS... Gospod Grgurevič, hvala. Tem, ko jih drugim ne Gospod Grgurevič, prosim vas, dajmo ohranjati nek nivo politične kulture v tem državnem zboru. Hvala vam. Ja, torej... Poslanka. Ja, da jaz tudi tako sem bila zamišljena. Torej, poslanka Svobode, Lena Grgurevič, je dobesedno so ji mogli ugasniti mikrofon, ker ni hotela razpravljati o pač 4. amandmaju, o katerem so oni razpravljali med to sejo. Mislim, meni je že zaskrbljujoče to, da te rabi nekdo 4-krat opozoriti, da govoriš v bistvu, ima nek čas, ko bi naj govorila, hkrati pa ta cel čas zapravi za to, da komentira, koliko dolg je lahko nekdo govoril, dobesedno ne izkorišča svojega časa, da bi lahko komentirala dejansko temo, ko so imeli na seji, in zapravlja v bistvu njihov čas. Pa da te mora nekdo 4-krat utišati, to se mi zdi pa... Da sploh ne omenjam tega, da ona v resnici sploh govori o nečem, kar se je dogajalo prejšnjo sejo. Ona se torej pritožuje predsedniku državnega zbora, koliko časa je nekdo govoril prejšnjo sejo. Ja, mislim, to je zaskrbljujoče, ker pa govorijo oni o neki kulturi dialoga, to so nam spodbujali zelo 4 leta, ko so bili v parlamentu, zdaj pa sami delajo isto, oziroma so še na slabšem, pa še na začetku smo, vlade še ni sestavljena. Kaj bo šele skozi 4 leta? Ja, se tukaj se v bistvu samo sprašuješ, a je dejansko problem v tem, da ne morejo sprejeti tega, da pač niso zmagali, da ne morejo formulirati koalicije in da jim gre toliko na živce, da pač niso oni na tem položaju, kakor je zdaj mogoče resnica ali pa demokrati, kdorkoli drug. Mislim, da se definitivno zdi, da so oni zelo presenečeni nad tem, da oni niso bili izvoljeni v toliki veliki večini, da bi lahko sestavili koalicijo. In to jih zdaj zelo mori in se vidi po njihovih mimikah, po njihovih kretnjah, po načinu dialoga, govora, napadanju Stevanoviča. Prej so same lepe oziroma take v redu, dobre stvari v njemu govorili, kaj pa zdaj pa napadanje, pa da... Ja, in še tako, da se v bistvu človek se samo drži nekega poslovnika, oni imajo neka pravila, on se tega drži, rad bi, da se čas, ki ga oni zapravljajo v državnem zboru, da se porabi za nek dialog o stvarih, ki so pač pomembne. Mislim, ljudje so izvolili te poslance zato, da se pač pogovarjajo, odločajo in sprejemajo zakone za državljane, ne pa, da se bojo oni pogovarjali, koliko sekund, minut časa je imel nekdo, da govori. Mislim, to je absurdno. To je kaj en otrok, veš, ko pride mami, moja sestrica je pa lahko, ne vem, 5 minut dal bila na toboganu. Kaj? Pa da te 4-krat nekdo za to opozori. Ja, da dobiš opozorila in še kar in te mora utišati. Mislim, delam z otroci, pa vem, kako je, da ko nekoga 3-krat opozorim, je konec. Ja, se ti že čist, ne. Mislim, on se mi zdi, da jo še zmer ne bi kar odklopil, sam zaradi tega, ker se mu zdi... Dal je čas, da pove svoje mnenje, pa ga nikokar ni želela povedati, oziroma ga sploh ni delila.
ker je cel čas govorila samo o tem, kaj se dogaja prejšnjo sejo, ne pa da bi komentirala ali pa dala svoje mnenje tudi tej razpravi, ko se je dogajala. Ja. Tako da očitno oni rabijo neko izobraževanje ali nekaj, tako da si lahko zdaj pogledava naslednji izsek, ki pa malo naslavlja to izobraževanje in te teme. Vam podajam predlog za organizacijo delovnega posveta, kjer nas boste vse poučili o novih parlamentarnih praksah, ker namreč parlamentarna praksa je seveda del celovitega delovanja tega državnega zbora dobrih 30 let in niste prvi, ki jo spreminja, tudi v prejšnjem mandatu so jo določeni spreminjali, pa smo se potem ostali morali prilagajati in učiti, ni noben problem, ampak zaradi nekega delujočega okolja, zaradi neke predvidljivosti, ki si jo pa vsi poslanke in poslanci zaslužimo, mislim, da bi bilo najboljše organizirati delovni posvet, kjer nam boste povedali, kaj se od nas pričakuje, ker morate pa vedeti eno stvar, poslovnik in parlamentarna praksa dolgoletna, ki se ustvarja na osnovi določenih razlag, ponavljanj, ni vedno slabo nekaj, kar se je dolgo let izvajalo. Zato predlagam, da se pač dogovorimo in izvedemo nek delovni posvet, kjer nas boste poučili, ker kar je rekla kolegica Kozlovič, absolutno drži. Bila je zdaj dolgoletna parlamentarna praksa, da se ob vložitvi prvega amandmaja opravi splošna razprava, na to pa se omeji izključno na posamične člene. Če želite, da dosledno, izključujoče in zelo ozko razlagamo, potem upam, da bo to za vse veljalo za nadaljnja 4 leta, ampak zato, da smo vsi skupaj, da vemo, kaj nas čaka, res predlagam, da nas poučite. Najlepša hvala, gospa Meira Hot, sicer odličen predlog. Žal mi je, da nekdo po mandatu ali več potrebuje mentorstvo glede poslovnika, pa vendar poslovnika državnega zbora. Vedno in posod lahko potrkate na vrata mojega kabineta in vam bom zato ponudil mentorstvo. To iskreno govorim. Tako da, če pa rabite posebno učilnico, pa tudi ni problema. Kar izvolite. Spoštovani gospod predsednik, to, kar ste sedaj izvedli, to res ni niti povezovalno, niti v obliki mosta, ampak je zelo žaljivo do mene, kot do kolegice poslanke in kot do nekoga, ki ima vseeno neko znanje, ki ga gre spoštovati. In prosim vas, ne me podcenjevati z načinom, da me boste mentorirali. Zelo prijazno sem vam dala predlog za delovni posvet, ker na koncu koncev ste trije, ki vodite seje. Nekdo po 4 letih in pol mandata potrebuje izobraževanje o poslovniku. Se je Stevanovič čisto dobro povedal, a ne, v bistvu, da ti začneš razpravo na tak način, da hočeš neko izobraževanje o tem, za kar si bil izvoljen, za kar bi ti naj znal, posebej, če si bil pa že 4 leta v koaliciji, pa si delal z njo, pa si delal za ljudi, pa dobesedno hočeš izobraževanje. To je tako, da se norčujejo iz samega Stevanoviča oziroma iz samega predsednika državnega zbora. Ja. Se jaz bi rekla, da oni tako včasih se vprašaš, je res lahko nekdo na taki funkciji tako zelo otroči in tako, ali se samo dela zato, da neko pozornost preusmerjajo na se, zaradi tega, ker jim je pač tako full bad, da zdaj oni niso več glavni tukaj noter. Ampak vsaka pozornost ni dobra, a ne? In to na tak način, da pridobivaš pozornost, se mi zdi, da je sam za njih slab glas in slaba luč. A veš, to je isto, kot ti, ko prideš v prvi letnik srednje šole. Ne? Na začetku ti bojo še povedali, kdaj zvon zvoni, kdaj imaš malco, kako se lahko oblačaš v tretjo. Ko prideš v 4. letnik, že to obvladaš. Obvladaš, moraš to vedeti, se ne bo noben več ukvarjal s tem. Če si naredil napako, te bojo sam še kazen dal, konc. Ja, in tule po 4 letih delovanja v koaliciji bi pričakoval, da bojo vedeli, kako nekatere stvari potekajo, kak so zakoniki, ampak mislim, se jim pokažejo, ne, s tem, kaj so delali v teh preteklih letih, da jim ni šlo dobro in da niso usvojili nekih pravil. Mislim, pa meni je tudi to v bistvu noro, kako se ona pol nazaj usede, ne, pa prekriža roke, pa kakor da obvlada. Obvlada. Kot da obvlada, čeprav prosi za izobraževanje tega. In pol je užaljena, ko je rekel, da ji ponudi osebno mentorstvo, ne. Ja, mislim, kaj pa boš na to odgovoril? Ja, se v resnici, dejansko, kaj pa boš na to odgovoril, če je bila izvoljena? Z volivcev je bila izvoljena, se pravi, se pričakuje, da obvlada oziroma da je dobra za to, kar je bila izvoljena. Se mi tudi zdi, da
ta dialog v parlamentu, ne, tukaj se v bistvu res porablja javni denar, zato se porablja naš čas, se v bistvu neke pomembne odločitve sprejemajo in da se vedno znova preusmerja pozornost na to, koliko časa je nekdo govoril. Ta je imel 5 sekund več kot jaz, temu ste dalj časa to pustili, temu ta čas, ki ga imaš, ga izkoristi, pripravi neke dobre argumente, dobro razpravo, zagovarjaj svoje stališča, zaradi katerih so te ljudje izvolili in pač to je tvoja služba. Ja, to je tvoja služba, ne? Po drugi strani pa svojo službo kot da ne cenijo, da dobesedno govorijo o preteklih sejah in pod nos mečejo, koliko časa je nekdo govoril. Po drugi strani je to kak odnos, da pokažeš ti do svojih volivcev, ne? Do tistega, ko te je izvolil. Če pa predstavljaš, zagovarjaš oziroma govoriš o nečem, kar se je dogajalo prejšnjič, ne pa o dejanski temi. Sploh ne sodeluje zraven. Kot da ne bi bili izvoljeni za Slovence in Slovenke, ampak zase. Tako je, ja, za svoje privilegije. Vse se mi zdi, da se to ful odraža zdaj v tej strukturi parlamenta. Oni se v bistvu toliko zaskrbljeni so. Ja, zase se bojijo. Ja. Zaradi tega pa tudi mislim, da ne bo prišlo do novih oziroma predčasnih volitev. Ne? Dvomom. Ja. Ker enim že zdaj ni uspel noter pridati in tistim, ki je ne bojo riskirali. Ja, se strinjam. Se pravi, ampak, če zdaj sva pokomentirali ta dialog, mogoče, če pokomentirava še to, kar se v resnici, kaj pa v bistvu je bistvo teh sej, ne, se pravi, oni so že sprejeli ta zakon o zmanjšanju ministrstev, torej zakon o spremembi vlade Republike Slovenije. Se ti zdi to dober predlog, dober zakon, da se zmanjša število ministrstev? Recimo, Levica je imela pomisleke, da se združi gospodarstvo in delavce, ne vem, združili se socialno, družino, mlade. Ne? To so taka, se mi zdi, močna sporočila za publiko. Definitivno se mi zdi prav, da se je zmanjšalo to število ministrstev. Ni potrebe, da imamo 19 ministrstev, če lahko delo pa gospodarstvo združimo. Gre si to z roko v roki, sodelujeta, medtem ko pač Levica itak da nasprotuje, verjetno, da imajo delovna mesta prišparana za svoje volivce ali pa tiste mogoče, ko niso kam not prišli. Medtem ko, na primer, Gibanje Svoboda so se pa nekako umaknili pa pokazali, da noče tukaj dvigovati prahu, da bojo rajš pogledali pa počakali z ozadja, kaj se bo zgodilo. Niso hoteli slabe luči na sebe z tega vidika devati. Po drugi strani se pa to tako vidi, so rekli, da smo jim mi 4 leta nazaj polena pod noge metali. Tako in oni zdaj hočejo narediti so boljši, drugačen preobrat. Ja, meni se tudi zdaj mislim, itak to, da smo imeli mi toliko ministrstv, to je bilo res, to je bil nonsens. Nonsens, totalen. In tudi to, da so se zdaj združili, se mi zdi, da tudi ta razporeditev ministrstva v bistvu zdaj odraža vrednote, ki jih ta neka koalicija v nastajanju želi pač spodbujati. Meni recimo všeč, da je ministrstvo za mlade, ne, da imamo ime svoje noter, ne, tudi se konec koncev vidimo, da če smo mladi izvolili desnico, da jih lahko zaupamo, da bo pač da bojo delali za nas. Tako da se mi zdi to dobro. Mislim, da je tudi všeč za demografijo, da se je nazaj uvedlo. Ker se mi zdi, da to je za Slovence, pač gledam to, koliko malo nas je in koliko imamo nekih novih priseljencev, zelo pomembno, če se hočemo kot neka manjšina med narodnostmi obdržati oziroma pač svojo državo obdržati. Tako da to se mi zdi, da je to najbolj cenim, kar se tega tiče, da se in za mlade seveda. No, ta zakon je bil sprejet, pa recimo, da še ni bilo toliko napeto, ampak zdaj pa, ko je v bistvu ta zakon, interventni zakon o, se pravi, davčni razbremenitvi gospodarstva, ta pa je zaenkrat še ni sprejet, je pač v postopku. Se pravi, Gospodarska zbornica ga je podprla, pač načeloma celo gospodarstvo si želi, da bi se to končno zgodilo, kmetje, samostojni podjetniki, normiranci, ni da ni. Ampak levi pol pa pravi, da je to zakon za bogataše. Mislim, Levica hoče svojo socialno državo naprej pelati, to se pač oni so navajeni tistega režima socialistične Jugoslavije, in hoče to naprej pelati, ampak se pa ne zavedajo, da gospodarstvo pa trpi zaradi tega, kar oni želijo obdržati. Ne vem, kmetje, delavci, podjetniki, to pa njih bremeni. In zakaj bi ljudi še bolj obdavčil, če jim lahko pomagaš?
pa na tak način spet pride ta denar v krogu, v takem ciklu nazaj do njih. Mislim, mene vedno znova mene šokira, ko vedno pol pride Levica in oni, ali pa socialni demokrati, kdorkoli, vedno pridejo in oni pol povejo, da zdaj pa zaradi tega pa zdravstvo, pa šolstvo, pa javna uprava ne bo delovala, ker zdaj pa to deluje. Mislim, da ne deluje dobro. Ker zdaj pa ljudje ne stojijo v vrsti za osebnega zdravnika. Ja. Mislim, jaz imam kolege, prijatelje, ki so iz občine mogli iti v druge občine po zdravnika osebnega, ki so bili polnoletni. Meni se to zaskrbljujoče. Kam pa bomo šli? Pa da imaš vrste ljudi, ki čakajo na osebnega zdravnika ali pa na zobozdravnika. Ja. Mislim, pa zato vplačujemo obvezno zavarovanje, ne? Točno tako. Tako da. Ampak njim se itak zdi, da pač s tem, ko bo gospodarstvo manj obdavčeno, potem ne bo več pritoka v to blagajno, katera financira pač ta javna. Ja, ampak bo sam denar bil zapravljen oziroma pač porabljen za druge stvari, ne? Verjetno, da si bojo ljudje pa lahko več privoščili v trgovinah, ne vem, v trgovinah za cote, šli večkrat na neko pijačo, nekam na dopust, medtem ko pač zdaj dihajo na škrge, oziroma pač... Mislim, sej ta zakon je v bistvu, oni so ga označili, kot da je zakon za bogataše, v resnici pa ima noter tudi znižanje davčne stopnje energentov, ki jih vsi rabimo. Vsi ogrevamo, vsi vozimo avte, vsi rabimo. Potem je, ne vem, znižanje od teh osnovnih živil. To tudi vsi. A to samo bogataši živijo od te hrane? Ne. A veš, take stvari in to me ful, pa so recimo tudi kmetje, ki proizvajajo hrano, ne vem, dopolnilna dejavnost je, to je pač čisto preveč obdavčeno bilo, pol so normiranci, ki neko dodano vrednost dodajo našem gospodarstvu in a to so bogataši, pač kaj te briga, če nekdo dela pa nekaj zasluži? Hvala Bogu. Hvala Bogu, da je taka, ne, mislim, tisko dela naj zasluži, tisko pa ne dela, pa pač naj dobi tisto minimalno, kar mu pripada. Ampak meni se zdi, da pač to je pri nas problem, ker vsi bi hoteli pripadati, ne pa noben hotel delati. Ne, vsi se čutijo, da jim nekaj Ja, da jim pripada, nekaj samo pripada. jaz se tako velikokrat sprašujem, a res pripada vsakmu nekaj, mislim. Ja, mislim, naj nekaj počas pokaže z nekim časom, a ne. Dobro Ja. razumem tiste, ki so dejansko v stiski pa ko rabijo, ampak da pa prideš ti k nam pa uporabljaš, izrabljaš naš sistem, se mi pa zdi, da tukaj Levica preveč za te skrbi, ko ga izrabljajo, ne pa za dejansko tiste, ki bi ga rabili. Tako da ja. Ja, no na to temo sem pripravila še en izsek, predlagam, da ga pogledava. Ja. Prejdimo, spoštovane kolegice in kolegi, na področje zdravstva. Ne? Veliko poslušamo o tem, kako naj bi ta vlada sprejemala reforme in vse ostalo. In opoziciji, takratni iz prejšnjega mandata, so počitali amerikanizacijo. Pa poglejmo to amerikanizacijo. Ne? Vzemimo Johna v Ameriki in Janeza v Sloveniji. John v Ameriki zasluži eno poprečno ameriško plačo. Ne? Vsako leto se pri zavarovalnici odloči, kaj bo zavaroval in ne. In gre na pregled. In tam mu odkrijejo specifično bolezen, za katero ni zavarovan. John je predstavljen pred dve opcije. Ali bo poseg plačal sam, ali pa bo zaradi posledic neposega trpelo njegovo zdravje. Sedaj pa vzemimo Janeza v Sloveniji. Janez vsak mesec mu država odtrga od bruto plače razliko za zdravstveno zavarovanje, pride na pregled in isto mu odkrivajo to specifično bolezen. Ampak kaj je zlomka zaradi ukrepov Golobove vlade, je zadnji zdravnik, ki je bil specializant na tem področju, ravno prejšnji mesec zaradi ukrepov Golobove vlade dal odpoved v tem javnem zavodu. Kajti rekel je, za tako državo oziroma pod takimi ukrepi je nemogoče delati. In Janez je v Sloveniji postavljen po dve možni izbiri. Ena je, da čaka za operacijo v drugem zavodu 5 ali več let in zato trpi njegovo zdravje, ali pa da iz lastnega žepa plača poseg. Dve državi, dva sistema, ista diagnoza in isti konec. Torej, kdo je naredil največ za amerikanizacijo slovenskega zdravstva? Golobova vlada. Ja. Noro. Mislim, oni nam skozi itak ta Amerika jih žul, ne, ker ni socialna država in ne vem kaj vse. Očitajo nam, mislim, noben zdravnik ne sme koncesije, vse bojo ukinali in vse. Ampak na koncu moraš še vedno, če želiš priti do zdravnika, moraš plačati dvakrat. Moraš plačati dvakrat, ja. Mislim, da zdaj svoje izkušnje delam z otroci, in ogromen pač jih ima težave z govorom, rabijo logopeda oziroma, ne vem, tega razvojnega ali pa psihologa. In v bistvu poznam primere, kjer otroci, preden da dobijo obravnavo, že grejo v osnovno šolo. Se pravi, oni bi to obravnavo potrebovali, preden da grejo v osnovno šolo, zaradi tega, da jim povejo, če so ti primerni za vstop v šolo.
medtem pa to dobijo vabilo na to šele, ko so že v osnovni šoli. Se mi zdi, da cel proces je zamaken, ne deluje ta sistem. Ti si v bistvu prisiljen, da ali boš pač bolen, oziroma mogoče se tvoj otrok ne bo razvijal, ali pa ne vem, isto je z ortodonti, so isti problemi, ne če pač otrok rab zvezdice, ali pa pač ta aparat ga rab zdaj, ne čez 5 let. Ne čez 5 let, ja. In teh zgodb je veliko in teh pač bolezni in takih in drugačnih situacij. In ti si dobesedno prisiljen biti pač čakati in mogoče pač, ne vem, tvegaš, da boš, ne vem, ostal s to hibo, s to boleznijo, s čimarkoli, ali pa pač plačaš. Čeprav že tako ti vsak mesec odplače trgajo. Ampak vsak, ki ima, bo takrat to naredil, pa si plačal, pa šel k zobozdravniku hitrej, ali pa pač nekemu privat zdravniku, ki bo lahko pomagal s tem, kar ima pač kakšno zdravstveno težavo ima. Sorry, izvoli. Povej. Hodila sem reči, da tukaj tudi pol še en drug problem, ne, recimo tudi te osebni zdravniki, koliko ljudi je brez osebnih zdravnikov. Ja, sej, če se bo tebi nekaj zgodil, pa boš prišel, te bo nekdo obravnaval, ok, zdaj vprašljivo, v kolkem času in to, ampak te bo. Ampak tudi recimo, kaj če ti rabiš vzeti bolniško? Kaj če rabiš, ne vem, nego za svojega otroka, ne vem, moraš svojega otroka pospremiti na nek pregled ali karkoli in ti tam to ne uredijo. Ti nimaš človeka, ki je tvoj osebni zdravnik, ki ga ti pokličeš, danes je moj otrok bolan, prosim, zrihtajte mi bolniški list. Ja, mislim, to je zaskrbljujoče, pa da ti za to plačuješ, hkrati pa tega ni urejenega. Ne vem, kam bomo s tem šli, ne vem, če naše zdravstvo tako delujoče, ker mu govorijo, da deluje. Ja, meni se zdi, da tukaj, da bomo mi še več denarja noter delali, to pač ne bo rešil problema. Ne? Pač tukaj bi bilo treba neko zakonsko, sistemsko pač spremembo narediti. Ne vem, ali pač prisiliti zdravnike, da se ne specializirajo vsi, ali kaj je se jim te koncesije pač ukiniti, ali jaz ne vem, pač mislim ukiniti, nazaj pripeljati, ne mislim. Ne vem, nekaj bo treba narediti, ampak mi v bistvu živimo v ameriškem sistemu, ne? Pač to nam čisto še pomaga, da mi ta prispevek in to zaradi Golobove vlade, ne zdaj zaradi... Mislim, ta zdravstveni sistem kolapsira že toliko časa, ampak res tukaj se je pa sam toliko poslabšal, ker res, mislim, tak primanjkljaj, ki ga imamo mi trenutno v pač naši tem javnem finančnem. Ja. Mislim, da moraš ti iti v drugo občino po osebnega zdravnika, pa še tam nisi prepričan, če ga boš dobil. Ne, da moraš ti stati v koloniji 5 ur, da prideš do njega, pa ti pa na koncu mogoče rečejo ne. Ne vem, kam bomo pol prišli na dolgi rok s takim sistemom. Pol bi bilo boljš, da pač vsi dobimo na bruto plače in vsak ne vplačuje tam, kjer deluje. Kjer deluje in tam, kjer pridejo na vrsto in kjer so zadovoljni. Ja, zato je, ker to je v bistvu storitev. Ti v bistvu storitev plačaš, samo jo pač plačaš s prispevkom, ne vem, če ti bo pa nekdo 2-krat frizuro pokvaril, pa ne boš še tretjič v tistih frizerki. Pa tudi v bistvu, če ti bo ena frizerka plačala, dala ceno 2-krat za to frizuro, ko lahko nekaj dobi za enkrat, zakaj pa ne bi pa tam enkrat plačal. Pa je cenej, pa hitreje prideš na vrsto. Ok, no, dajmo malo ta podcast malo skupaj pozitivno zaključiti, pa daj mogoče Gaja, če deliš, ker si bila veliko na terenu, pa v kombiju, kako so vaši dnevi izgledali v času kampanje? Ja, pač naši dnevi so bili zelo pestri. Ponovadi so se začeli zelo zgodaj zjutraj, da smo štartali iz Ljubljane s kombijem, kamor pač tisto občino, ko smo šli. Na terenu smo bili do večera, ampak ta čas smo se imeli ful dobro, veliko smo delali, veliko smo se družili, pogovarjali, novih članov pridobili, pa pač komentirali samo politiko, pač s tistimi, ki so prihajali do nas. Samo delo je bilo pestro, zanimivo, ogromno nekega snemanja kontenta, pa ostali, jaz tega nisem delala, so izrazovali videe, vsebine, pa objavljanja na storije. Ampak cel čas v kombiju je bila pa ful dobra energija, glasba se je predvajala, polna enega smeha, dobre vole. Pač na terenu je bila res dobra, pozitivna energija, ki se je tudi, se mi zdi, čutila tak nasploh celotno kampanjo. Mi zdi, jo prav malo pogrešam. In se pa tudi to videli, tako, ne, med ljudmi, ta domača glasba, harmonika, ko so nas pričakali, ko so pač že vedeli, da mi prihajamo tja. Res je bilo dobro vzdušje. To se pa tudi poznalo na rezultatu, se mi zdi, da se je videlo. Sigurno. Ja. Je bilo pa tudi kak dan naporno. Po celem dnevu, po 10 urah, ko si na terenu, si bil že malo zmatran. V smislu, ko si veliko
ko moraš biti nekako pozitiven posod, kamor prideš. Pa tudi, veš, tisto skozi komunikativen. Ja. Znate pa to do konca dneva utruditi. Sigurno. Ja. Ampak, Ampak- vsaka čast. Ne, ful je bilo dobro. Ne bi še enkrat bi šla čez, ne? Ja, Če bi lahko, ja. se bo priložnost še 4 Ja, leta. vem. Če ne že kaj Ja, prej. če ne že prej. To mislim, da ne bo, ampak Jaz tudi mislim, da bomo ne. zdaj ta cel čas tudi delali. Tako. Tak da. Gaja, hvala ti, hvala za tvoje razmišljanja, mnenja, input, ki si ga dala v ta podcast. Vas gledalce povabim, da nas zafollowate na Instagramu, Facebooku, TikToku, vse imamo, spremljajte naše epizode, tedensko bojo prihajale ven. Hvala za ogled, pa se vidimo. Čau, čau! Ja.